Olé! Dajte en aplavz. Toliko smo se potrudili, da smo našli korupatulca, da v stilu odpremo predstavo. Jaz mislim, da je to ziher highlight današnjega večera. Ta korupatulca. No, ustike! Dobrodošli na improvizirani predstavi Telenovela. Zdaj samo to, da veste, tole danes bo vse improvizirano. To je improvizirana predstava. A je kdo danes prvič na impro? Naj prosim zaploskam. Lepo zdrav, veterani. Gospa, vi ste zih prvič na impro, zato ker ste se že prej zadnji ste prišli. Gospa, samo to, da veste, impro, mislim, marsikaj se zgodi v življenju po scenariju, oziroma marsikaj se zgodi po scenariju, razen dve stvari. Življenje samo se ne zgodi po scenariju in improvizirana predstava. Vse je zimprovizirano, tukaj se bo zgodilo spontano, enkratno, neponovljivo, samo za vas danes, tukaj ste prišli. To. Ostali imajo zgodbi veliko, da gledajo zdaj. Veliko je elementov v impro, ne? Se pravi, smo mi kot igralci, naši glasovi, mimika, vse. So tudi stoli, danes bojo še rekviziti tukaj. Zelo pomembno je tudi ta gib, če prosim sam, da pokažemo. Tole, to je res. Ko predstavljate si temo, ki pade. Če skupaj z Rezom prišel tudi tale dogodek. A bo? Ok. Ampak, to je tako. Ne preveč pričakovati. Ne bo zmer. Če vidite to, lahko zaproskate. Ampak je pa zelo pomemben element in to ste vi, draga publika, ker pač brez vas ne moramo danes... Vi ste najpomembnejši. Najpomembnejši, ja, ker od vas bomo pobirali predloge. In gospa, pa če se vas ne bom tako vprašan, že zdaj kako je prvič. A lahko date vi meni neko čustvo? Dajte mi neko čustvo. Kjerokoli. Vi povejte kakšno. Mi smo zdaj nebogljeni pred vašim predlogom. To bomo zdaj samo praktično testirali, da boste videli, kako impro deluje. Veselje. Jure in Mira, lahko nekaj z veseljem pokažete samo kako... Veseljem. Mira, zate imam darilo. Mrtva žaba! A si vesela? Tako, bravo, super. To je dobro, to je dobro. A lahko date tamle en predlog za en prostor, prosim? Kar rečete? Hiša. Hiša kot prostor, to je zelo šlo. Kakšna posebna hiša? Kakšna posebna hiša mogoče? Kuhna kot posebna hiša. Posebna prostor. No, Mark in Jan demonstrirata, prosim. Wow, še na kuhinji. To so vse, kuhinja v kuhinji. Tu spite na pultu? Ja! Boste kupil hišo? Ja, kje pa tu ne operem, v tem pojevalnem stroju. Tako, ja. In res. Prizor v kopalnici bi bil popolnoma drugačen. Hiša kopalnici, ne, kaj so da. To bo zdaj malo praktična demonstracija. Mira, ti si danes odločila, da imaš eno posebno nalogo in to je... Jaz vas bom ogrela, zato ker telenovele ponavadi imajo scenarij in igralci to dobijo, mi imamo zgolj vas in vaše ideje in da se mentalno ogrejemo, bomo zdaj zamižali in ful močno res vklopimo možgane. In ker smo malo v tem kontekstu telenovele in Valentinovega in to... Mira, eni še ne mižijo. Hvala. Dajte prosim slikami počakati na po koncu tega ogrevanja. Dajmo zdaj res mižati. Zdaj mižimo, ker jaz tudi mižim, pa ne vidim, če kdo ne. In pomislimo, na 3-4 zdaj se na vas glas zaderemo ime najpomembnejše osebe v našem življenju. 3, 4, zdaj! A je še kdo drug rekel jaz? A je nekdo rekel Jan? Dobar. Zdaj spet se mižimo in si zamislimo našo prvo simpatijo. Simpatija je tisti fant, ki ti je všeč. Spomni se fanta ali punce, ki ti je všeč, ki ti je prvič si občutil te metuljčke, spomniš se, kako sta v vrtcu se skrivala pod isto deko in se igrala zdravnike. In 3, 4, zdaj! Dobe! Če izključimo... Čakajte. Javnost iz kamere. Če izključimo prvo vrsto, ki je očitno lagala, da nihče, kje ste bili vsi ostali? To je že dolgo časa nazaj. A prve simpatije še ni bilo.
Kaj pa druga simpatija? Ja, gremo na drugo simpatijo, gremo na une, ko se je prvič nekaj zgodilo. Ko je bilo tako, da ste se peljali domov s kolesom, v eni roki flaša vina, v drugi roki telefon in si se daril, hej, končno sva se kušala. Ali pač karkoli se je v vašem primeru zgodilo. In zamižimo. In 3, 4, zdaj! Anja! A si zdaj samo jaz to rekel? Prav, Jan, zdaj izvedaš svoj menje, v svojem življenju, če ne bi bilo. Ste res zanimivi. Okej, a smo ugrili svoje možgane? Dobro. Ok, zdaj pa čas za telenovelo. Jure, Yes. ti si tudi izbral neko vlogo danes. Nalogo. Ti si mi jo dodelil. Jaz vas moram vprašati, če vam še šta gledam. A ste gledali kakšno telenovelo kdaj? Ste. Kjere se spomnite? Kjere telenovelo se spomnite? Sulejman veličastni, ja, še kaj je Esmeralda? Dinastija, bravo, čudovito. One španske nadaljevanke. Naprimer, Lepotica Lepotica in zver. in zver in mama. Okay. Zdaj bi pa rad, da malo, mogoče tudi zdaj lahko zaprete oči, pa pomislite na najbolj pomemben dogodek v tej nadaljevanki. Na tak, ki vam najbolj pride v spomin. Kar gospodična tamle je že najdla, kar povej, kakšen? Kjer bi bil to? Vsaj po svojih besedah. V Lepotica in zver, ki je Težko je razložiti, ne? To je zelo kompleksna stvar. Probi sam ta tako, a je to prevara, zdajstvo. Ja, prevara je bila. Se še kdo Nekako nič, spomni? se vem, tega je več nijans. Moja mama gledala turške nadaljevanke in Aha, kjera pa je tvoja mama, kar pokaži s prstom. Ne, no je v glavnem in je bila pač mama in je bila ena punčka zelo boga, ki so jo tepali pa to. Ja. Nasilje! Nasilje. Se še kdo kaj spomni? Prometna nesreča. Prometna nesreča, to se tudi dogaja. Še kdo kaj? Kaj pa tam kaj odzad? Streljane. Ok, otroci gledajo, spremljajo, kaj pa odrasli, priznajmo, guilty pleasure. Skok čez... Ja, to sem tudi jaz. Ok, imejte te stvari v glavi med tem, ko gledate to nadaljevanko, ker ta bo ista, ta bo šla po čist istim kopitu, vse to bo noter. Samo da mečkaj razložimo, kako bo to danes delati. Zdaj na začetku bomo mi vse se skomunicirali, kakšno v bistvu telenovelo gledamo, kako je naslov te telenoveli, kdo vse smo mi. In to bo trajalo 20 minut. In po teh 20 minutah, približno 20 minut. En del, pač prvi del bomo povedali. Ja, skomunicirali bomo. A ja, prvi del bo trajal. Prvi del bo... Ne, to ne bo, to že traja 20 minut, Mira. Prvi del bo trajal 20 minut, pa bomo videli neke krajše izseke, potem bomo videli naslednji del. To boste vi določili, kater del bo v tej seriji in pa še ta zadnji del. Ja, če imate v mislih ena povprečna limonada ima 100 do 150 delov, boste določili, kje vmes med prvimi in zadnjimi je ta vmesna, da bomo videli cel sinopsis. Vse bomo vse razložili sproti, kamar pa jaz ne znam. Tako da, mislim, da je čas, da razkrijemo Identitet. Ja. in mislim, da rabimo drugo muziko. Jaz sem Marija Rozman, za najbližje Mari in jaz si ničesa zelo želim v življenju. Česa si želim? Strastne ljubezni. Res si želim strastne ljubezni, okej. Kaj specifičnega? Strastna. Zelo strastno. Okej, ne, sem mislila tako z mornarjem ali pa. Okej, strastne ljubezni. Z mano seveda nastopajo tudi protagonist, glavni lepotec, glavna ljubezen, antagonist, oziroma zlobni lik in pa dobrosrčni, plemeniti, stranski lik revnega porekla, za katerega pač nam ni toliko mar, ampak vedno obstaja. Pa bom jaz šla tole z roko gor in boste vi s ploskanjem, vi boste s ploskanjem, glede na to, kaj vas presune na njihovem videzu, boste izglasovali najprej protagonista. Jaz se bom ustavila pri vsakem, pa ploskajte, če želite, da je on ta romantični glavni junak. Sam enkrat lahko ploskate. Ta aplavz ne vzemo zaditi. Dajmo še enkrat probati. Dajte res navijati za favorita, prav?
Ja, Jure, ti si absolutni favorit prve vrste. Ti si romantični junak? Zdaj se je predstavljal. Tako. Jaz sem Rok Novak. To je moje ime. Jaz sem v tej vasi zelo dobro situiran. Imam veliko denarja in moja družina se ukvarja z eno stvarjo. S katero stvarjo? Zdravnik. Čevljarstvo. Pisarstvo. Čevljarstvo, Smučanje. mesarstvo. Švicarski uriš. Zobozdravnik. Je vam kaj všeč? Pogrebne storitve. Ne, Ja, pogrebne stvari. Pogrebne storitve so Hvala. zanimive. Dajmo, tako da imamo. Pogrebne storitve Novak torej. Tako. Zdaj pa kar, to je Jan, to je Mark. Kdo od njiju je vaš antagonist? Mark! Dobro. Mark tega sploh ni pričakoval. Zato se bo zdaj predstavil. Jaz sem Ferdo Kaiser. Jaz sem tudi v vasi zelo dobro situiran. Me pa zanima, s čim se jaz ukvarjam. Mesar. Hvala. Mesar, me je še česar. Pardon? Čak še lok. Kaj si glavni mesar? Glavni mesar na Glavni vasi. mesar na vasi. Ja, jaz sem pa Lovro, jaz sem stranski lik. A ta gori? Ja. Ja, jaz sem... Ker sem bil na sistematskem ne. Ja, zato sem rekel. Ampak jaz sem pomočnik gospoda Novaka. Delam pri njih. V kakšni povezavi sem z Novakom oziroma z Marijo. Marijo. Z Marijo ali pa z enim od glavnih likov in nekako povezan. z nekom od njih. Kako? Bivša sošolca sva z gospodom Novakom. Okej, hvala. Okej. To je to. Pol brata. Pol brata, Ampak bivša ali sošolca. to že vemo? Ne vemo. Bivša sošolca, hvala. Bivša sošolca. Super, jaz mislim, da imamo Samo še naslov rabimo, naslov te. po vsem slišanem. Gospodiči, nekaj ste Ja, ja, postavili ja. gospodične. Imamo tudi rekvizite. Oh, ja, Jaz sorry. smo rekli Rok Novak, ampak uporabil bom pa tudi ta klobuk. In ko bom jaz dal ta klobuk, na glavo, se bom pa spremenil v neko drugo osebo. Ki jo pač rabimo. Vse to razumete, ne? Ja. Zdaj sem Novak, zdaj nisem več. In me zanima, ko bom jaz dal tole gor. Ja, nič. Samo to, da veste. A ja, ne bomo. Jaz bom druga oseba, če bom imel to na sebi. Jaz sem druga oseba, če imam ta klop. In jaz bom druga oseba, če imam kakorkoli to gor. Bom že našla način. Ok, še naslov? Samo še naslov rabimo. A je že 20 minut? Pogrebu. Kako? Ljubezen na pogrebu. Ha! Ja. Kako predvidljivo. Okej. Okej. Okay. In zdaj bomo videli za začetek čisto prvi del te nove žmohtne telenovele. Tako da prosimo za en aplavz. Gospod Novak. Vame, kar sem ga zakopal, starega Mihajloviča. Odlično delaš. Priden si, priden. Dober Garaž. človek. Prosim? Dober človek. Nisem ga poznal. Vi ste dober človek. Hvala. To je pa res. Mislim, ne, nisem, lej. Saj veš, jaz sem to podedoval po svojemu fotru, pač to mi je padlo z neba, jaz se prav veliko niti sem trudil. Ampak se pa trudim, da nekako sem vsaj prijazen do vas, do svojih delavcev, tako da bi tako... A ti kaj manjka? Povej mi, Lovro, a ti kaj manjka? Ja, vem, mnogo otroka imam, lihkar. Emila, pa Ja, sem mislil, če bi mi lahko kaj primaknili k plači. Lovro. Samo reč bi mi mogel. Koliko rabiš? 100. 100,000? Ne, No, tako 100 evrov, več. samo 100 evrov. Ja, da imam za šolske potrebščine, za tega
Če boš kdaj rabo, samo reč, pa jaz odprem tole torbo tukaj na svoji kobili. Mislil sem 100 evrov na mesec, ampak... Lej, naj bo to zdaj za 1 leto naprej. Če boš pa kaj rabo... To 1200 evrov. Tako se začuva. Če boš pa rabo kaj, se pa samo oglas tamle gor v mojem dvorcu. Kam je zdaj to tam? In Dobro. res. Dobar dan. Dan. Sem vas pa iskala, po celi vasi sem spraševala, kje imate tlele, kakšno trgovino z mesom. Pa vidim, da ste še takole stare šole, prav mesnica pa to. Ja. Ja, lepo, lepo. Jaz sem Marija, iz Hribov. Nova sem tukaj. Ferdo. Nova. Ja. Prišla sem študirat. Študirat. Ker imate za naslednjim Hribom malo bližji. Imamo dobro fakulteto. Agronomijo, ja. Kaj boš, Marija? Ja, en dober kos, ne? Svinino torej. Ja, to, kar je rekel, pleče. Živiš tukaj? Zdaj živim, ja, nastanjena sem pri svoji stari teti. Ja. Stara teta, gotovo jo poznate, zelo je priljubljena na vasi, Reska. Ja. Po njej se piše cela naša rodbina, Reska Rozman. Reska Rozman, ja. Ja, ja. Poznam, dobro poznam. Izvoli. Hvala lepa. Najboljši kos mesa zate. Hvala, kako nisem ujela imena. Ferdo. Ferdo. Ferdo Kajzer. Hvala, Ferdo. Samo nekaj bi ti razpovedal, Marija. Ljudje marsikaj o meni govorijo. Oh, Vasi. jaz si vedno izdelam sama mnenje o človeku. Ja. Želim, da... Na podlagi tega kosa mesa. Zaenkrat v vas mislim, da ste dober kos mesa. Samo hočem reči, da ne poslušaj jih. Če boš kadarkoli kaj potrebovala, pridi me. Poznam tvojo teto. Staro teto. Staro teto. In tukaj sem ti na voljo, veš, imam... Ferdo, to je tako lepo slišati, ker razen tete ne poznam nikogar in v bistvu ni vrstnikov, vsi so šli študirati drugam. Ja, se In, vem, kako je. Mladi hvala. odhajajo. Hvala. Samo tako, da veš, sem zelo vplivan mož. V tej No, vasi. meni je mar, kakšno srce ima človek. Ja, Hvala, Ferdo. silni. Adijo. Albert? Dober človek. Je res dober? Mislim, a bo dober? Ti Ne. vem, da nisi dober. Jaz nisem dober. Ampak tudi drugi niso dobri. Kaj se mu je zgodilo? Ne vem, ampak izgleda sveže. Ker odnesi v mojo zmrzovalnico. Da ti plačam. Prepričan, da ti nihče ni videl. Veš, moramo biti previdni. Marija Rozman je prišla v vas. Od ta stare Rozmanove nečakinja. Kaj pa je njo prineslo sem? Ne vem. Veš, sicer trdi, da tukaj študira, ampak ta agronomija, fakulteta, Daleč Čez naokoli slovi kot... najslabša fakulteta, daleč naokoli. Jaz sem tja hodil, pa lej, kaj delam? Misliš, da... Opazuj jo, hodi za njo, za petami. Misliš, da vejo? Krojzer? Dotikaj se me! Jaz sem Kajzer, ne Krojzer! Sploh veš, da sem jaz! Ja, Kajzer. Kajzer, ja! In se ti veš dobro, po čem slovim tukaj naokrog. Dobrem mesu? Tako je. Veš, te Poljaki s tem svojim mesom nimajo za burek. Jaz imam pravo škodljivo meso. Ja,
Tako da Bom pazil na najno skupino. opazujo, intenzivno, hodi za petami, naj bo strah. In ko je bo res strah, poskrbi, da pride do mene. Pa umiti si roke. Na pomoč! Na pomoč! Ja, Luka, moja kobila je padla v jarek in si zlomila nogo. Joj, jaz nisem to prav naslov, jaz sem plemič. Se zato potrebujete, da jo eutanaziraš in pokoplješ. Ne. Trpi, Jarko. Joj, a je še živa? Ja, Ne. Ne znam, jaz živim in ne... Krmi tja. Živa je. Luka, kaj pa si delal? hotel sem iti tukaj čez jarek skočiti Luka. z njo na tekmovanje. Dobar dan. Dobar dan. O, Božica. Naredi kaj, nešto, jo, glede kako trpi. Vse bo. To je Marija, Rozman. Nisi Je, slišal? Marija, nova sem v vasi. Rok. Jaz sem Rok. Odmere sem v vasi. Me veseli, Rok. Boš pomagal konju? Ja, seveda bom, seveda. Če lahko tudi kaj zrihtaš, da mogoče da bi spet shodila. Wow, kako zna z rokami. Ko mi je vroče. Kako je neustrašen. Moram to narediti. Rok, odkje pa imaš vse te mišice? Plemenit. Kako je gibčen, mislim, plemenit. Plemenit je, ja. Oskrval sem in praznojen. Bo skrbilo v redu. Bo. Kaj? Še bo hodil. O, moja pipi. Rok, res si dober človek. Se vidimo. Luka, živi. Dobar dan. Laura, O, Reska. Laura, sem prišla pomagati uprati vrliča, ne? Zato Ja, a ti res? polovični čas na teden, zdaj me je Rok najel, ne? Je spoznal mojo hčerko nečakinjo, Ja. sem povedala, da malo gre na tesno, pa da naj mu malo premežikne, pa ne zrihto služba. Kjer ga spucam, povej! Ja, te so že vsi zakopani, ima pa enega tam zadaj. Je v redu, a ga bom naprej prinesla. Ja, ne vem, ja, deva. Ja? Ne. Ni to prav. No, tu je. Dobar, jaz bom najprej prstane dol pobrala. Ja. Povej, Laura. A je tvoja vnukinja? A se... Nečakinja, Nečakinja. ja. Sem slišal, da je tlele, da se je preselila. Ja, je prišla zdaj k meni živeti. Prišla študirati, viš, agronomijo. Sicer smo ji vsi rekli ne. Ja. Kako naj rekla, ja, veš, mladi kako so, ne, imajo te ambicije. Ja. Kako pa tvoj nov otrok, Laura? Ja, super. Jaz sem še po višji sodobu na šihtu. O, bravo, Ja. krasno. Ja. To me je skrbel, veš, naokrog se govori, da ima zlatenico, pa me je skrbel. Sem si rekla, da prijem vprašati. Daj ga vam prijem, sleč ga bo treba. Pol praviš, da je v redu tam malo. Ja, super. Leto Kaj pa čevlji ti? so še v redu, to bi lahko res... A bi rabo nove čevlje, ne? Sprav, otrok bo hitro zrasel. A ga spustimo zdaj? Ja, v redu, no, za 4 ure na dan je to od mene. Zdravo, Laura! Kam pa ti?
Sošolc! Živijo. Kaj pa je z grlom? Vsakič imam drug glas. Novak mi je popravil, mi je pozdravil kobilo. Veš, ja, ni sam zato, da zakopava folk, ampak tudi, da pozdrav živali. Ja. Poje nimaš nobene mrtve? Ne, zdaj so živi. Veš, sem ga pa videl, pa tale Marija Rozman je pa šla. Ja. Fest, luštna. Jaz smo prav prvošen, veš. Pa si ti kaj videl Marijo? Ja, videl. Pač z Novakom sta šla proti sončnemu zahodu. Veš, mu prav prvošem, glede na vse, kar se je zgodilo s tisto njegovo prejšnjo. Mu je kar strla srce, veš. To mene nič ne briga. Vsi smo jokali v vas, vsi smo. Jaz nisem. Jaz z babom nočem imeti nič. Ampak Marija, veš, če... Nič! Kaj pa nič! Kaj pa nič! Agresiven! Škoda, ti si mi že od nekdaj sumljiv. Ja. Ti šolc. Ti kavboj. Ti pijan. Videla sem vas še srečala. Ja, še. Tle bi bilo krasno za... Pisa, rožice. Kakšno čudno musko poslušam. Nekam hitro pade tole sonce tukaj na vas. Vse, če hitro dokončam skico danes, lahko prijem hitro pobarvati. Halo? Aj, kdo tukaj? Ok, Marija, sam ne postati panična. Kdo je tukaj? Pokažite se vsi! Moj Bog! Če je to kakšna perverzna namena, naj vas bo sram! Tingalingaling! Gospod Ferdo! Ja? Ne vem zakaj, ampak ostali mi je v glavi, ko ste rekli, če ti bo kdaj hodoče, da boste bilo? mene. Tam pri jezerčku sem. Pri jezerčku. Pri jezerčku Kašljali so, a ne? Kakokrat sem jim rekel, ne? A tukaj... Ne pustijo! Mlade punce na mir. Ja, pa so to zares eni perverzni, sem sem, da me bo čez Perverzneži, ja, perverzneži. Moj Bog. V redu si, šla si na pravo mesto. Boš čaj? Ja, z medom, pa z limono. Vse imam. Joj, kdo pa so ti perverzneži, koliko jih pa je? V kakšnih urah se pa tam zadržujejo? Vsaj 6. 6. Skoz. Živijo praktično tam na uni lokaciji. To je v redu, če so skozi tam, pol pač tja ne bom več šla. Dobar. Šla si na pravo mesto. Tukaj... Ni perverznjakov. Ni perverznjakov, definitivno ne, ni perverznjakov. Vam zaupam. Ampak hočem samo reči, da če se boš kadarkoli počutila, da si v nevarnosti, če boš potrebovala nekoga, da se pogovoriš z njim. Klik. Zato jaz. Hvala, Ferdo. Tako očetovski ste. Res, tako vas vidim kot eno starejšo, modro, moško figuro. A vi ste tako kot Gandalf ali pa... Ja. Ali pa... kdorkoli drug moder. Ja, izvoli.
Hvala. Mislim, sem moder, ja, ampak nisem, v bistvu sem kar strno, ampak po duši sem še vedno mlad in osamljen. Mislim, mladosten. Aha. Ja. Vsi smo kdaj osamljeni, a ne? Ja, mislim. Ja. Danes sem bila edina na faksu, edina v razredu. Ja. Sem vprašala na bratih, če je tu običajno, pa so rekli, da kar pogosto. Ja. Kajzer! Joj, nekdo vas išče, ne bo več... Kajzer! Skozi pozabim. Ne počuvam kobilo. Te počuvaj. Kajek! Dovolj prid. Sam! Marija. Nisem me važen. Kaj rabiš, Novak? Kaj gor pridem? Prid gor. A poštega? Ja. Potek. V teh na strmah, če drsijo. Gospod Ferdo, sem jaz kim na potu, jaz lahko grem. Ne, v redu si. Kdo pa je prišel? Novak, Dobro večer. Hvala. kje pa je tvojih tistih 5 prijateljev, ki kašljajo? Prosim. Prosim, Prosim. ti si bil. Kaj? Fuj! Da te ni sram! Ja, kar povej. Najprej rečeš par lepih stvari, pa pelješ na večerjo, pol pa gledaš. Novak, da te ni sram, tak si kot oče. Ni res. Ko si drzneš ga žalt, on je ta modri, pametni lik. Odidi ven iz moje veselije! Odidi ven, sem rekel. Ko so glih pri mesu, ena od lukenj je bila spet prazna. Kakšnih lukenj jaz ne razumem. No, kar. Vprašaj tiste svoje perverznjake. Mogoče je kdo od njih izkopal truplo. Izkopal. Ja, to se dogaja tukaj. Ja, to se dogaja tukaj. In glih pri tebi, ja, pogrebe na storitve Novak. Enega not pa takoj ven, da je luknja prazna, da pride nov. A jaz dišim po rožah, a po truplih? Po rožah, a ne? To pa res dišiš, pa Če res. pa on? A pa bi rad dišal po truplu. Joj, fanta, ne se tako hiter. Prosim, odidi iz moje mesarije in da niti ne prideš sem po meso. Kar hodi v drugo vas. A gremo kaj čez tle verando, da ne bom po stopnicah? Ne, po stopnicah pojdi. To je stranski hod. V redu je, Marija, v redu. To je bil zaključek prvega dela. Wow! In 103. zadnjim delom. 68. del. 68. del, to Okay, to je že kar v drugi tretjini, ne? To je že kar daleč naprej. To je že kar v drugi Marsikaj tretjini. se je že do takrat zgodilo. Dajmo si zdaj na hitro malo pogledati, kaj vse se je zgodilo v minulih delih. Lenartov novi otrok, Lovrotov, pardon, je hudo zbolel. Kaj je to? A ti boli me, vse me boli. O ne, Tisto meso sem jedel, ki sem mi ga pripravil. moram k zdravniku. Zdravnik je še tu. Rok Novak spozna novo osebo. Skrivnostnega. Ribič, žarjen. Nikar sem na lovu ribe. Živijo, jaz sem Novak. Ja, Vi ste nov tukaj? Ja, to jaz sem nov na jezeru. Zakaj pa imate vi pištolo, gospod? Kaj? Vi imate pištolo? Kaj delate v našem kraju? Ribič Žare ima informacije o Kajzerju. Vi ste policist. Jaz sem v resnici policist pod krim. Vedel sem. Ribiča Žana pa spozna tudi Marija. Žare. Žar. Žare. Žare. Oh, Nisem vas videl. jaz pa vas sem. Opazila sem vas. Nekaj se zgodi, dotik ali nekaj podobnega. Dotiku podobnega. Pardon. In intenziven pogled. Prijema. A je riba! Dejte jo! Kajzer.
Kajzer in njegov pomočnik intenzivno kopljeta trupla in tudi sama prvič poskusita prepovedano meso. Le, tole sem probal, pač malo sem dal kumine gor, Pa je dobro? ne vem, mogoče bi se lahko prijel. Mislim, zob se kar prime. Krojzer postane nepogrešljiv v Marijinem življenju. Marija, In potem sem dobila ne zadostno, 5, kdo je ampak bil? Kdo je bil, povej? Ne vem, kako se piše, profesor. Povej mi, kako se piše. Krančič. Kajzer je šel do Krančiča. Spoznala sem nekoga drugega. Kaj? Dotaknila sva se z roko. Kaj? In potem je začela vleči. Kaj? Riba. Kaj? Med Rokom Novakom in Rozmanovo Marijo se je nekaj končalo. Jaz ne morem več tako. Jaz sem te imel zelo rad, ampak to, kar si naredila, je zame preveč. Wow! In sedaj 68. del. Drugega je spoznala. Kaj? Kajzer. Krojzer. Kajzer. Drugega ima. Mene je imela v očeh, me je videla kot očeta, nič drugega. Kom govoriš, Kajzer? Ko govori, dobro, veš, o kom govori. O Mariji. No, vino, prosim. Vino sem rekel! Boš v kozarce, boš kar s flašem. Veš, ko si žalosten, ni kozarca tako velikega, da bi lahko natočil vso to vino, ki ponazarja žalost. Prijatelj, če jaz tebe kaj poznam, imaš ti temno dušo. Glih je ne toliko pa jaz. Imam tebe dušo, ampak Si ti spoznal, nekaj imam zate, kar te bo zelo razveselilo. Daj. Si spoznal njeno teto? Ja, poznam Dober. Rozi. Rozi? Kajzer, Rozi. Tukaj na tleh je mrtva. Danes zjutraj je, pa še prednji oglednik prišel, sem jo kar stegnil. Da imamo skozi imeli tiste, ki po zemlji smrdejo. Si morilc? Ne, ubil si teto moje ljubezni. Sem mislil, da boš vesel. Škaj to pomeni? Maščevanje, prijatelj. Kakšno maščevanje? Če govoriš? Ko bo prišla domov, je ugotovila, da je ni, da se je nekaj zgodilo. Ja. In? Strvilo ji po srce. In kaj? In pol bo prišel žare in ona boste še bolj skupaj. Bedak! Morbit. Prinesel bi mi žareta. Tako je sumljiv hod v krog in sprašuje ljudi in si zapisuje nekaj v tist ribiško beležko. Te ribiči je radovedni. On ni ribič, on je policaj. Videl sem jih. A ni brez smisla, tle sediva ure in čakava, da bo nekaj trzne. Tako kot celo moje življenje. Čakam leta in čakam, da bo kaj trzne. In spoznam tebe in trzne. Ampak pol, Včasih... Rozi.
Včasih se samo preveč trudimo. Preveč govorimo. Vse je uničila. Kako ne imam zdaj rada kogarkoli in ljubim, če pa moram žalovati in je umrla in moje srce je zmedeno in ne ve, kako ne čustvuje. Tega na faksu ne učijo. Mogla bi se vpisati na ekonomijo. Tam ni čustev. Tam je vse. Medtem na drugi strani ribnika. Hočeš kvas me poklical. Used se. Kako je kobila? Vredno. Se je že skoraj zakopati. Sorry. Slišal za teto. Od Marije. Ja, grozna novica. A si žalosten? Bog ki daj, večni mir. A te objamem. Ne. Še kar jezen nate. Zakaj? Za tiste besede, ki sem jih rekel. Za moja kobila, pa sem ti povedal za Novaka. Oprosti, kavboj. Žal mi je. Nekaj imaš... A misliš, da to kaj pomeni? Čudež. Boži, čudež. Gola Bobek. Krojzer. Gajzer. Kaj si noben ne more zapomniti mojega priimka? Veš, koliko časa me že to moč, že 10 let, odkar si tle. Mogoče zato, ker imaš narobe črkovano na vratih mesnice. Samo ideja. Kaj, Marija, kaj hočeš? Pa ne sem reč, ampak zdaj ni več pomembno. Te, če ni pomembno, potem pa odidi. Ne, ti mi zdaj mogo reči, povej, in jaz bi 6-krat rekla, ne bom in... Nema Žareta. Ali pa tistega Novaka. Jaz nikogar nimam. Kaj za res nikogar nimam? Imela sem teto in je umrla. Lovi ribe. Koplje trupla. Čutim se tako, tvoji kosi mesa. Rajcer, Kajzer. Živo, Mari. Živijo, Žari. Nisem pričakoval, da te bom tu srečal. Jaz sem pa malo upala. Kaj? Ja. Kaj želiš? Kajzer. Hodil sem samo eno babo. A imaš tu kakšne, ne vem... Črve. Ja. Mesnica je to. Kaj misliš? Ja. Seveda imam. Za črve bi jaz rajš vprašala Roka Novaka, on dela s trupli. Rok Novak. Njega sem pa že srečal. Ja. Bom... No, sej jaz kar grem, vidva se pa kar zmenta, glede črvo. Ja, Tingaling. Boš črve, ne boš? Boš do Roka Novaka, boš pri meni zdaj? Ne. A so v redu? A so te, mislim, a prijemne kaj ribe zdaj? Ti zdaj kot ribič. Ne, zakaj pa imate črve? Mislim, to važno, ni važno. Na, treba še 1 kilo črvo. Wow. To so pa rejeni, s čim pa jih gojite? Kaj pa jim dajete? Tu pa gledajte. Ostanke. Ostanke česa? Ne bi rad, mislim... Zakaj pa si ti tako radoveden? Ne zaupaš črvom mesarja? Ja, ne vem, pač... Ne vem, če se hranijo, to je pomembno. Moja riba to poje, pa če so kakšni antibiotiki noter, se ne vem. Pol pa to jaz ribo jem, pa imam kar naenkrat nekaj strupe jem. Škaj ti povem? Takoj izgin z moje mesnice. Jaz dobro vem, kdo si ti. Prav.
Kdo? Neznani ribidžar, ja. Kar nalepno se pojavlja v naši vasi. Z beleško okrog hodi. Vohlja. Kdo pa vohlja? A vi meni grozite slučajno? Ja, A res? ja. Ubil vas bom, Kaj? A če veste? si želim. A veste? Pokaži mi tvojega bolnega otroka. A je že tako hudo? Ne. To je so... To je službeno. Ati, dvigaj me. Ne, tako. Ja, imaš prav. Imam vsem 19 let. Hitro raste. 19 mesecev, ne, ja. Wej. Prišla sem, da ti ga vzamem malo in ga negujem, da boš v miru delal. Ker vzemi Tako da sva se zmenila. Nekaj držati. O, ti res znaš, ti si bodoča mati. O, menem ti misli. Ne, Vedno oni si- tukaj po petunijah. Jojo, prosim. Veš, vedno sem si želela otroka. O, Roki Novak! Hvala za povišico. Že v redu, tvoj otrok, kako je? Gre na boljše, gre. A je to kužno? O, Ne, tvoj ni. dotik, še. O, boljše se počutim. To je ljubezen, veš. Kaj? Ja. Kaj je to ljubezen? Nesebična, čista, naklonjenost. Brez pričakovanj, predsodkov in... Bolj se počutim. Ti si pa zrasel, fant. 19 mesecev! Nimam 19 let. Sem zelo artikuliran 19-mesečni otrok. Marija, Ja, se bo v redu. A nama dovoliš? Ja. Marija. Napak sem ravnal. in jaz sem napak mislila. Nikoli nisem... Enkrat boš dobra mati. Daj mi to jasno. Prej... In če ti ne boš več kašljal ob jezerčku, boš ti nekoč dober oče. Še zmeraj verjameš tem zgodbicam, nisem bil jaz. Ne, se v resnici vem, da nisi ti. Kajzer se mi je pokazal v temni luči. Se veš, da jaz Sigurno je on kašljal. No, ampak vse bom naredil, da ti pokažem prav obraz tega hudiča. Vse bom naredil. ti predvsem pokaži meni svoj pravi obraz. Bom, po pravem času. Ampak moram postoriti še par stvari. Zdržite še malo. Skoraj sem skočil v kabilo, pa sem se pravisil. Ne, ostani še malo. Oglasil sem se pri Lovrotu. Jaz tudi. Njegov otrok je bolan. Ja, jaz sem tudi prišla skrbeti za nekoga, ampak je že pozdravil. Kaj pa vidva? Tukaj. Pogovarjava se. Pogovarjali se. Ker si toliko se sklizu, da dokončujeva eden drugemu Stavke. Ta je bil kar lahek. Recimo, jutri bo šla v Trgovino? Tujiglice. Kaj? Ne, v trgovino. Nisem dobro prebrala misli. Vidva skupaj greste v toplice. Ne, to jaz prvi slišam. Ja. Pač šla... Ja, povej. Jaz grem Lovrota pozdraviti. Aj. Večer se oglas po meni. Se s kome poznam. No pa kakšen drug večer, pa bi se jaz tudi oglasila, no. Zmenjeno, živijo. Okej, Isti Mari. večer, isti večer. Dobro te plačujem, veš? Dobro denarja ti dajem in ti... Sem mislil odložiti sklede. Bova kar hitro. To si v uniformi. Dobro denarja ti dajem. Ti pa hodiš ribe lovit, pa nobenih podatkov. Mene nosiš. Zvedel sem nekaj novega. Ja, kaj pa? Tale Krojzer. No, zaradi njega te plačujem, ja, seveda. Si izvedel, končno? Grozil mi je smrtjo. Dobro, me je že stokrat, kaj? To je dovolj, da ga zašijemo. A to dovolj? Ja, jaz nisem policaj, ti si. Ne vem, no. Potem bojo vsi rekli, če vsem grozi, bojo rekli, on je pač tak. Ampak Če ga zašijemo Nekaj- zdaj, bo točno vedel, da sem ga jaz nasadil. Pa ti, da smo ga skupaj. imaš prav. Imam pa še eno idejo. Ja, давай. Znaš mi predal kilo črvov.
Ja? Pustiš sem jih pred vrati, ker sem jih No, Ja, upaj, da ima to smisel, kar zdaj kažeš, ker je ugadno. no, se lahko dam. Ja? Zdaj pa povej, govori v njih, ne da jih kažeš. Te črvi, lahko jih damo na analizo in ugotovimo, kaj bo pokazali ta analiza. Verjetno, katere vrste so, a ne? A to? Nekaj mi je čudnega. Ko sem ga vprašal, s čim jih hrani, Ja? mi ni hotel povedati. Zmigal se je vprašanju in potem je začel groziti smrtjo. To je vse, kar imam. Vem, da mi plačuješ dosti denarja, ampak to je vse. Ogromno ti plačuješ. Res, pač trudim se. Ampak zraven je prišla še tale Mari, tale študentka agronomije. In všeč mi je. Tega ne bi smel reči. Tega ne bi smel reči. Konec 68. dela. Dobar, videli smo veliko zadev. Zdaj pa moramo določiti, koliko je v bistvu ta cela serija bila dolga. Zato, zdaj bo zadnji del. 103. 103, se pravi od 68 do 103. Prej sem že rekla 103. A ja, ti si že rekla 103. Ja. No, vse določijo. Da to določimo, kaj dolgo. bonus 200. 150. 150, meni je hud 150. Okej. Se pravi, bilo zdaj veliko na pol, a veš? A ja, zdaj smo bili na pol, valjda. Zdaj se pa ful enih stvari zgodilo. Tako da, Zdaj smo se peljali gor, ne? zdaj bomo pa videli, kaj se zgodi. Kaj je bilo v zadnjih delih pred čisto zadnjim delom? Samo damo podlago. EPP. Kot začnemo. V prejšnjih delih. Kajzer in njegov pomočnik skujeta načrt. Ja, načrt je Tole babico, tole teto. Ja. Ti boš lepo organiziral vaško večerjo, da se bo vse zrihtalo, kako se more. Ne vaško večerjo, veselico. Veselico. In dan, kdo se bo vrtu na kolu. Rok Novak. Ne, Ja, on. Prosi. Veš kaj? Toliko in simbolike bo, ker na veselici bo ravno poroka od Novaka in Marije Rozman. Marija Rozman in Novak sta se poročila. Nista se še. Se še nista poročila, ste se zaročila. A bi se ti zaročila z mano? Če me boš še kdaj peljal v toplice z veseljem. A to je ja? Ja. Ja, super. Jaz bi se tudi s tabo. Žare je nesel črve na analizo. O, kaj moj pas? Ne, no. Spet sva skupaj. Kaj je pokazala analiza črvov? Dobar dan. Analiza je pokazala. Naš laboratorij. Ampak kar skupaj. Jaz sem laborant. Jaz sem zdravnik. Laborant Štef in laborant Ferdo. Analiza črvov je pokazala, da je notri človeško meso. Prasen. Policist Žare v kliniki Ribiča skrivnostno izgine. Kam je šel, nihče ne ve. Kajzerjeva mesnica je nenadoma zaprta. Zapiram mesnico, nič več mesa. Rok Novak in Lovro posvojita sina. Lovro dolga sina. Vem, da ne moraš skrbeti za njega, tako da bova pač napisala, da sem jaz fond, da sem skupaj očeta. Ati! Hvala, ti boš njegov... Finančna podpora, ti pač... Ja, tako rednik. Ja, vedno sem si želela otroka. Torej, jaz srečam, ja, malo to Hvala, kakšno Lovro, izbiro. hvala. Denar ti pošljemo po pošti. Ja, videla sta posvojila mojega otroka, tudi v redu. Prav, zmenjeno.
Vzporedno bo poroka še teh dveh modelov. Ne, Ja! Če se že Marija pa Novak, zakaj pa se ne bi še midva? zato ker je narobe. Ja, Se vidva. Okej, zdaj se začne zadnji del. Zadnji del, velika poroka in vse ostalo. Priprave na poroko. Ne je uno romantično glasbo. Rože. torta. Gosti bojo. Na torti dva moška. Ampak se zraven tudi ta konzervativna torta, moškega in ženska. Lepo bo. Upam. Jaz tudi. Sam nekaj ti povem. Jaz nisem to, kar govorim, da sem. Ja? Jaz sem policist. Pod krinko. Sodelavec od Žara. Ampak to ne še spremeni. Jaz čez tam zelo tako rad. A ja, Sam na poroki vam pač mogo povedati vsem. In stvari, ki se dogajajo tukaj v tej vasi, lahko ogrozijo moje življenje. pa ti si lahko tudi v privatnem življenju v uniformi. Rok! A ti je všeč moja obleka? Ja, o, čudovita si. O, Manja še nima razdelata. wow. Hotela sem, da ima tako vzorc, Ja, ni, kot je bil vzorc na ruti od Ni- tete. ja, ni bela, ja. To sem opazil. Hotela sem v njen spomin, Ja, ker mi je bila kot mama. se je lepo. Mislim, zanimiv je. Ni ti všeč. Ej, Ne, si v redu, lahko se sploh ne poročiva. Tako bosta unedva geja pritegala več pozornosti v sosednjem paviljonu. In Marija od koraka ven. Marija. Tle poroka v tistih dveh. Ja, moja, ja. A vas pa to Zgleda je ne bo. A je ne bo, a bo so pa na napačni poroki. Skri se. Marija, Prišla sem po štengah ta strmih. skozi vhod na levi strani moje mislice. Ja, ker vem, da ta vhod je najbližje tvojemu srcu. Bih pripravljen kanapeje. Ne bom se poročila. Roku Ja? ni všeč moja obleka. Sem ti rekel, da en tisti Mislim, da nisva kompatibilna. perverzen je. Zaradi oblek. Ja, kašlja. Kaj bi šele bilo? Ženske so njemu všeč. Brez obleke. Znam jaz njega. Kaj bi se še moglo zgoditi, da bi mu bila bolj všeč? Mogoče bi mogla biti slepa. Ja, iz takimi oči, Kajzer. Res želiš to? Ne, samo meša se mi. Kar lahko ti Jaz si samo želim, da bi me imel nekdo res rad. Marija, jaz te. Tako strastno. Jaz te imam strastno rad. Marsikaj sem naredil zaradi tebe. Tvoje ljubezni, ki si jo želim. Marsikaj. Ampak Kajzer, Marsikaj groznega. če bi lahko bil moj oče. Tvoj oče ali tvoj ljubimec. Fuj! Kaj je to? Kako se pobarva moje sive lasi? Kako se obrijem to dolgo brado? Kaj vse si naredil, Kajzer? Kaj praviš, da kar vse si naredil? Smink. Marija, moril sem. Ti boš sedaj. Ti boš moja žena. Spusti me ven! Tihmot! Ne bom tiho! Drl se bom! Daj tole usta. Pojej to! Pojej to. Pojej! Probaj mi da to usta, pa ti odgriznem prst. Pripravi še eno ječo. Dobil bo družbo. Koga?
Če komu poveš? Za Rozi? Marija, Bog sem, nisem. Stavno šlo mi je iz ust, povedal sem mi vse. Kaj? Zdaj bo ja. V težavah sva. Ampak Marija ima poroko. Zato vsi jo bojo iskali, cela vas, s temu Novakom na čelu. Treba ubiti Novaka. Mislim, da je to je rešitev za moje probleme. Se pravi, ni poroke, Ni poroke, ni problemov. ni problemov, Ja, kaj pa bo z mesom? meso bova vrgla na ogenj. Ne, Mora se znebiti dokazov. To je pova sin, je na meniju. Tako ne veš, koliko napejo se pripravlja. ne. Sem mislil... Pozabi. Ti se nekam čudno obnašaš. Ta romantično razmerje s tem moškim. Kaj se tukaj dogaja? Ja, tudi jaz bom poroko, no, zdaj pa si povabljen. Ne, odpade. Ne more odpadati. Odpade, sem rekel. Ne more. Mora. Jaz ga imam rad. Nimaš. Nisem zastonj hodil na policijsko akademijo. Žal mi je, da ti moram to početi. Kje pa je? A si imel še koga zaprtega? Ja, tukaj je bila odprta ječa. Ti fetišist! Zginu tvoj ječo noč. Žal mi je. Ljubim te. Fuj! Želim si te. Kakšna prevara, jaz sem ti verjela, da si ti dobri, modri starec, Dober ki sem me bil, sem varuje. dober. Vedel sem bil dober. V resnici si me samo na skrivaj gledal. Jaz sem si brisala solze v tvojo ramo. Kaj si pa ti razmišljal zraven? Kaj? Sem bil tvojo teto, mi je bilo žal. Jaz sem mislila, da je umrla zaradi astme. Ne, Ti moj si, pajdaš. ti si ta astma. Moj pajdaš je ubil. Pelek meni, ker je mi želel streči. Ker je mislil, da si želim maščevanja. Ampak kaj zaradi sebe slišiš? Kako naj se poročim s človekom, ki je ubil mojo edino družino? Nisem človek za poroko. No, pač hočeš, da sem s tabo, ne razumem. Bož zna. A imaš izogibajočo se navezanost? Ali pa kakšen drug sindrom sodobne družbe? Jaz ne razumem, jaz sem Bož z mano! stara samo 19. Če ne boš z mano, bom ubil Roka Novaka. Prav, Če komu poveš za stvari, ki sem jih počel. Bom žrtvujem. ubil Roka Novaka. Umoril ga bom in sfaširal. Prav, tu bom, ampak prepričana sem, da me bo prišel rešiti. In takrat boš ti ta kos mesa. Škaj. Že 3 dni sem tu zaprta. Sodobni fanti so zelo počasni. Kajzer mi daje samo za pit. Rok! Si ti videl mojega bodočega žena? Že dolgo ne. Kaj pa je? Kaj pa ti tukaj? Si ti kaj videl? Mojo bodočo ženo. Ja. Se tudi tebi dogaja to. Človek, ki ti najbolj pomeni, izgine v zadnjem trenutku. Ja. V tem v tem Krajem vrhuncu, vrhuncu. tik pred poroko. Leto, torta, 2 moška pa ta, tradicionalna. Ženska. Rok, jaz sem policist pod krinko. To je dobro. To je dobro, ja. Kajzer je strašanski morilec. Če že kdo bi moral on vedeti, kje sta Rok in moj življenj. Se pravi, tvoj ženi in ti sta delala skupaj. Ja. Mislim, ne, ampak zdaj tako izpada, kot da sva. No, ti si z višjih. Res so se zaljubila. Verjamem. Nisem vedela, da sem policista. Očitno je to soda. Policisti.
Pojdiva do Kajzerja, v njegovo mesnico. Gremo z mojim konjem? Na pomoč! Na pomoč! Pojedla sem že vse črve, ki sem jih našla. Spila sem že vso vodo iz vaze z rožami, ki mi jih Kajzer nosi vsak dan. Mesnica Na pomoč! Nekaj slišim. Umrla bom! A nisi ti policaj? Udam se! A kaj slišiš? Ne. Čakaj, greva gor. Ne, pazi! Nič ni. V mesnici ni nič. Ja, Noče je v kleti. Nekaj slišim. Ne v kleti. Ja, v klet pa mora po tem štriku. Zakaj? Ja, ne vem, kul bo. Zdaj. Žule. Končno! Rok! Ja, jaz. In gospod s klobukom! Policaj. Gospod policaj! S policajem si mi prišel rešiti rok! No, dajte nekaj. Dotakni se me, no, bumbar! Prines pogledam, če so ključi v mesnici. Daj, prosim. Rešetke so pregoste! Ključi, kje so ključi? Au! Rok! Ves čas sopem tvoje ime skozi rešetke. Ko mi čakam, da se poročiva, lahko imam kjerkoli obleko hočeš. Vseeno mi je, Kajzer je nor, rekel je, da me ljubi, da je ubil mojo teto in hrani me s črvi. Sedaj ubil Roka. Teci, Rok, teci! Plezaj po vrvi! Ja, res je. Tiste kraj grobov. Zatem sem jaz. Vedel sem. Ves ta čas sem vedel. Pega! Veš, tvoj oče. Tvoj izginuli oče. Ja. Ne, ti spršut. Še hujše je. To je dovolj, da te spravimo zavedno v zapor, ker boš zgnil kot tisti črvi. Žare. Bravo, Žare! Bravo, Žare. Bravo! Samo nekaj sem hotel povedati. Jaz sem tvoj oče. Ati! Ne, usmerj me! Torej je pršut, vendar je bil samo pršut. A je bil pršut samo pršut? Okej, ne bom tega spraševal. Vse, kar rečete, lahko uporabimo proti vam. Ne! Ubil sem vse! Fak, jaz ne vem, s kom bi se poročil. Ati, ne! Ne moreš se z mojim fotom. Jaz ne bi se... Ampak ti imaš čudnega fotra in on je vklenil tvojega fotra. Samo geja ne se poročita. Pejta! Veš... A mi lahko kdo pomaga s A me bo kdo odklenil? O! Stopnice! Veš, vas ta iskanje... Mene je vse skup to obtrudilo. Mene tudi, a gremo v toplice. Pejva, s to poroko pa deva še malo počakati. Ja. Deva, sej. Ja. Pejva v toplice. Midva ne raba tega papirja. Kje je moj ta, ko se mu reče? Ne oproda, no? Tak je na oproda. Marija! Hvala, da si prišla. Ja, z veseljem sem priča, potem, ko sva se spoznala v ječi. Kako? A si ga že videl? Kako zgleda? Ful lepo, jaz bi se poročil z njim. Aj kaj rekel, me je kaj omenil? Ja. Kaj pa je rekel? Rekel je, da si ti edini človek, kateremu bi dal srce in dušo in vse. Kako zgledam? Ma super si. Okej. Mislim, da smo pripravljeni. Ja. Te jaz oddam. Ja, ti me oddaš, ja. Njega pa Pridem za tamo! Pridem takoj za tamo!
Malo je živčna. Kavbojska poroka. Fleten bo, a? Sončni zahod. Sončni zahod. Bile. Kanapeji. Fajn. Drugač Robert. Robert Glažar. Robert Glažar sem. Vem, da so ti. Ja? Mož moj, noči. Je pač to moja resnična identiteta. Vem. Ja? Veš, bolj se me spomniš z akademije. Ja. Ivan. Ivan Cekin. Ivan Cekin. Oh, Kdo bi si mislil? kdo bi si mislil? Pol vasi pod Krinko. Pa kje se najdemo? Ja, nič, pojva se v žent. Pojva. Dame in gospodje, Mira Petek. Jan Cunja. Jure Jami. In Mark Čamastradi.